Splošna knjižnica Slovenske Konjice je 9. novembra gostila Vlasto Nussdorfer, višjo državno tožilko, ki poleg svojega poklica opravlja še razna plemenita dejanja. Še posebej je vezana na Rogaško Slatino, navezanost na kraj je tudi povod za knjigo Pod krilatim Pegazom. Tako je v sredo v knjižnici delila zgodbe iz knjige, kakor tudi iz svojega življenja. Z veseljem pozdravljam tudi današnjo gostjo, gospo Vlasto Nussdorfer. Vlasta Nussdorfer je višja državna tožilka in je uvrščena med 10 najvplivnejših pravnikov v državi. Poklicno se že skoraj 30 let ukvarja z žrtvami zlorab, nasilja in kriminala. Hkrati pa je tudi predsednica in ustanoviteljica nevladne in neprofitne organizacije Beli obroč. To je društvo, ki skrbi za pomoč žrtvam kaznivih dejanj. Društvo že deluje skoraj 8 let. In do sedaj je izšlo v društvu že 8 knjig Vlaste Nussdorfer. Naše deklice z vžigalicami, Naši dečki z ulice, Vrednote na odru življenja, Abeceda življenja, Naši obrazi, Razmišljanja o življenju, Črna mravljica in Pod krilatim Pegazom. Izkupiček od prodaja vseh pa je dobrodelen. Gospa Vlasta pa je tudi zelo povezana z Rogaško Slatino. Pogosto jo obiskuje in v tem kraju ima kar nekaj prijateljev. To pa je tudi glavni razlog, da je napisala knjigo Pod krilatim Pegazom, v kateri se prepletajo zgodbe sedanjosti in preteklosti Rogaške Slatine. Več o knjigi pa nam bo povedala gospa Vlasta. Zato vam kar predajam besedo. Torej, bili so časi, ko pri 4 letih nismo nič črk poznali, so celo rekli pred šolo, da ni pametno otroke učiti črke, ker potem ne bodo zbrani v šolo, da bodo motili druge in tako sem prišla v 1. razred brez vsakega znanja. Kakšno črko oddalec sem mogoče videla, vse ostalo nič, tema. No, ampak zelo rada sem se pa pesmice naučila na pamet in če mi je le kdo kaj prebral, sem si tudi kar hitro zapomnila. In moram reči, da mi je bilo tudi pravo položeno, že skoraj zibelko, ko sem živela v Kopru in bil moj stric tam sodnik, sem ne vem, kako mi je uspelo, on je bil dobra duša, teta pa ne tako zelo, ona je bila bolj stroga in ne bi dovolila kaj takega, ampak enkrat je šla v ene toplice in stric, ki je bil zelo dober, sem bila takrat pri njemu, sem ga prosila, če bi šla z njim na sodišče. Malo je okleval, takrat ni bilo teh medijev, kot zdaj bi zvečer A-kanal zagotovo in porod šel, ali pa Pop TV v taki uri, bi bilo že mimo grozota, kaj se je zgodilo na sodišču in sem rekla, jaz bi pa tako rada šla v dvorano. To je bila ena taka velika stavba in je rekel, ja, Vlastica, če boš pridna in če boš sedela čisto pri miru. In vse sem obljubila, sem bila tudi kar priden otrok. No, ampak potem se je začela glavna obravnava, on je bil okrožni gospodarski sodnik, ni bilo teh obdolžencev, ampak samo odvetniki, predstavniki firm. In ta dva odvetnika sem začutila, da nekako mojega strica ne spoštujeta dovolj. Kar kregala sta se, vsegala v besedo, on je pa kar gledal, bil zelo tak miroljuben človek. In takrat sem jaz pozabila, kaj sem obljubila in sem skočila dol z prve klopi in zavpila, tišina v dvorani, ubogajte strica, ker je sodnik. No, vprašajte, kako so se smejali, jaz tega nisem čisto dobro razumela, ali sem tako redu, ali zakaj se zdaj režijo, ampak potem je bila malo bolj disciplina. So se potem po Kopru spraševali, kaj boste deklice, da pri 5 letih dela red v sodni dvorani. Krilati Pegaz je pa moj naslov. Zdaj pa, da vam povem, kako je knjiga nastala. Torej, ti hodiš leta in leta, spoznavaš ljudi, ne misliš nikoli, da bi napisal knjigo o Rogaški Slatini. To je bilo do letošnjega konca aprila, 30. april. Ana mi je predstavila v Rogaški Slatini v domu, jaz sem tam predstavljala svoje knjige tudi v Pegazovem domu, eno zelo staro gospo, zdaj je v 99. letu starosti, bila je celo na otvoritvi tega kipa, samo sigurno zelo skrita, nekaj neki zdrž. Skratka, 99-letna Ana Meglič, ki je doma njen mož iz Vojnika pri Celju,
je 60 let hodila v Rogaško Slatino skupaj s svojim možem, arhitektom, tudi slikarjem. In vsako leto, bila sta v Dubrovniku, ona je živela celo kot otrok v samostanu, ker je umrl oče, ki je bila zelo, zelo majhna na Soški fronti. Vemo, o kakšnih letih govorimo, ker se bliža 100. In tako je ostala kot neke vrste sirotka, mama jo ni mogla vzdrževati, so bili težki časi in so jo dali v samostan. No in jaz sem jo spoznala kot eno posebno, vitalno gospo in sem začela k njej tu pa tam na kakšen obisk, sva šli ali z Ano ali sama. Včasih sem ji kakšno pisence napisala, zelo sem jo razveselila s prvo glasbeno čestitko v njenem življenju. Jaz nisem vedela, da še nikoli ni dobila. In sem ji enkrat, ne vem kako, poslala en dunajski valček. Videla sem, zgleda bila lušna, pa sem rekla, bom pa gospe Ani pisala. In gospa ni mogla razumeti, kje skozi igra, kaj se dogaja, kadar je premakala tisto torbico izsvirala. In se je čudila in spraševala, no in potem so ji povedali, da ima glasbeno čestitko. No in to jo je zelo razveselila. Potem sem, kot doskrat moram reči, šla do letošnjega 30. aprila, ko je bil pa usoden dan. In sicer, to je bilo tikane pred 1. majem, mislim, da en dan prej sta se angleška prestolonaslednika William in Kate poročila, ker je ona takoj, ko sem prišla, govorila o tej poroki. Vsaj bila vzhičena, če sem gledala, kakšna je pa poroka. No, in potem sva se pa malo pogovarjali in to je spet usodno. Ona je začela govoriti o tem svojem otroštvu, kako je bilo v samostanu, kako je težko živela, kako je potem ni mi hotela povedati, kako je spoznala svojega moža. Ne, ta ne, tisti dan, kar ne. No in takrat me je prešinilo, vsega ta gospa najbrž kmalo, ne enkrat bo umrla, če imaš skoraj 100 let, vsega kaj, če bi jaz od nje malo več zvedela zgodbe njenega življenja, pa bi na hitro eno knjigico napisala. No in tako... Pozdravljena, gospa Vlasta. Pozdravljeni. Pisati ali govoriti o Vlasti Nussdorfer pomeni pisati o dobrih delih in ranjenih ljudeh. O dobrih delih za ranjene ljudi. Kdo je torej Vlasta Nussdorfer? Jaz mislim, da sem en čist prijazen človek. Zelo rada delam, to se pravi, sem kar delavna. In zdi se mi, da mi ni prav nič podarjeno v življenju, da si vse, kar dosežem, zaslužim s trdim delom. Navajena sem res trdo delati od jutra do večera in pomagati ljudem. Tako da, če bi me vprašali, kdo sem, bi rekla, da že od otroštva zaznavam krivice. Torej, že kot majhna deklica, nekaj letna, se mi je zdelo, da ne bi smeli biti ljudje žalostni, revni. Pretresla me je deklica z žigalicami od Andersena in od takrat naprej vedno opazim take ljudi in taki k meni pridejo. Sem kot magnet pravzaprav za te ljudi. Pomočnica pomoči potrebnim ste tudi izven uradnega delovnega časa. Kako vam je uspelo glede na poklic in položaj pridobiti zaupanje ljudi, da so se bili ti pripravljeni tudi privat srečati z vami? Veste, jaz sem jih srečevala res poklicno. Najbrž, če ne bi imela poklica tožilke, ne vem, če bi lahko tudi toliko znanja si nabrala. Mogoče bi pomagala tako, kot pomagam mnogi pomagajo na tak način. Ampak jaz sem imela res veliko strokovnega znanja, ki sem si ga z leti pridobivala na tožilstvu. In tako sem točno vedela, kaj bi določen človek želel, kako bi si izboljšal življenje, kaj bi bilo treba narediti, vsaj poskusiti. Se uspeti je včasih težko, moraš imeti tudi sam energijo. No in zato sem tiste ljudi, ki sem jih srečevala v službi na obravnavah dopoldne, nekako zanimirala, da bi kaj več naredili, da bi se mogoče tudi srečali še, da bi prišli po pomoč in zato sem tudi ustanovila Beli obroč. Torej, da bo to še ena služba, ena dopolnilna dejavnost tega, česar jaz dopoldne ne morem narediti. Kot tožilka sem hodila na glavne obravnave, se borila, torej proti storilcem nasilja, nekako zastopala žrtve v imenu države, vendar vsega tega široke pomoči pa nisem mogla nuditi, recimo ne psihosocialne, ne finančne. Beli obroč mi je pa omogočil, da te ljudi srečujem torej ne samo v Ljubljani, kjer sem delala, ampak tudi iz cele Slovenije,
da predavam, nastopam, pišem knjige, potem, da recimo osveščam vse povsod od otrok do odraslih. Vse to nekako kot tožilka bi težko delala. Tudi kot tožilka lahko predavam, vendar omejeno, ne. Vedno je to naloga generalnega tožilca je, da bdi nad tem, kaj tožilci delajo, koliko je stikov z javnostjo in mediji, medtem kot beli obroč si malo bolj svoboden, torej delaš na nevladnem sektorju in dopolnjuješ delo vladnega. Torej tisto, kar tam zmanjka, malo več časa si vzameš, popoldne je to lahko, pa nekako ni tako formalno, ne. Tukaj si bliže ljudem. Tam si uradna oseba, te nekako čisto drugače jemljajo. In zato se mi je zdelo, da je to idealna prilika, da svoje znanje po tolikih letih ponudim ljudem izven delovnega časa. V svojem prizadevanju za boljši svet niste sami. Okoli sebe ste v Društvu za pomoč žrtvam kaznivih dejanj Beli obroč zbrali čudovite ljudi, ki vam pomagajo uresničevati vaše sanje. Ja, zelo sem ponosna na sodelavce, kar težko je dobiti dobre ljudi, zato ker si ljudje mogoče predstavljajo, da to lažje delo. Da narediš 1 urico, 2, tukaj ni delovnega časa, veliko prostega časa je treba tudi vzeti. Tudi samo delo, zdaj imamo eno zaposleno sodelavko za psihosocialno pomoč, smo dobili prvič sredstva od ministrstva za 6 mesecev. Tudi ona pravzaprav vidi, kako je to težko delo. Tako da težko tudi obdržiš te ljudi, da bi zelo dobro delali, ker jih obremenjujejo te zgodbe. Ponosna sem na prostovoljke. Imam tajnico, tudi ona včasih ne pozna nedelje, praznikov. Potem imam seveda mlada dekleta, ki prihajajo, ki se šolajo, so študentke prava. Res pa, da je velik problem, ker je toliko zaupnih podatkov. Torej, ti ljudje od vseh teh podatkov nekako ne smejo priti, ne morejo ljudje, tudi ne želijo povedati. Zato imajo pač določena druga dela. Zdaj imamo dobrodelni koncert, pa pri tem pomagajo, lahko spremljajo otroke, gremo na Ig v kratkem za Miklavža. Tako da veliko je dela tudi za te, vendar nekdo mora biti pa ena gonilna sila, en vlečni konj. Torej tisti, ki vsak dan vidi, kaj prihaja, odgovarja. Veste, ljudje hitro nekako tudi obupajo, ne. Mogoče 1 mesec dela, potem je dopust, potem študira, nima časa. Tukaj, veste, pa si kar ne moreš vzeti. Jaz si ne morem niti dopusta vzeti, pa da bi rekla, zdaj me pa 1 mesec ne bo, tako, ko gre marsikdo na dopust za 4 tedne, 3 tedne. Jaz ne bi več zmogla priti na zeleno vejo. Vsak dan je 10, 20, 30 pisem. Pomislite v 14 dneh, 3 tednih. Nikoli več potem nisi na zeleni veji. Tako da jaz dnevno odgovarjam, zamudano en teden mogoče, kadar imaš res veliko dela, tudi potujem, službo imam, ampak odgovorim kar dosti hitro. Pa to ni edina dobrodelna stvar, ki jo podpirate. Katere so še druge dejavnosti? Ja, aktivna sem zelo tudi v klubu Janinih Slovenk. Tukaj tudi poskušam zanimirati te članice, da bi vsaka kakšno dobro delo, poslanstvo opravila. Zdi se mi zelo pomembno, ker so to ženske, ki delajo na različnih področjih, zdravnice, z njimi sem stkala ene take prijazne, prijateljske vezi, tudi mnogo humanistk. Skratka, vsak bi lahko, ker je bil že nominiran, ali pa Slovenka leta zaradi nečesa dobrega. Torej, naj še na tem področju nadaljuje. Potem sem tudi za kostni mozeg se zelo borila, ne, da bi imeli denar za preiskave krvi potencialnih darovalcev kostnega mozga. Skratka, se odzovem tudi na marsikaj, kar sploh ni povezano z žrtvami nasilja v družini, ker težko rečem, to ni moje področje. V okviru Belega obroča sicer ne moreš nuditi tem ljudem, ne finančne, ker je pogoj, da je žrtev, ne drugačnih oblik pomoči, ampak je nasvet, zakaj pa ne. Torej, če le znam in zmorem ali koga vprašam, pomagam na zelo številnih področjih, predavam, obiskujem, zdaj sem tudi ambasadorka prostovoljstva, to leto obiskujem prireditve, če se le da. Sem pa včasih tako, veste, da bi se morala klonirati in potem mi je zelo težko opravičiti se. Recimo, jaz nekomu nekaj potrdim, pride vabilo, ki je izjemno zanimivo. Kaj bi dala, da bi šla tudi tja? In ne gre. In ne moreš in se opravičiš. Tako da včasih imam recimo tudi 3 povabila za isti večer. Razmišljate, kako lepo bi bilo, da bi si ljudje med sabo pomagali tudi materialno?
Ja, eno je opora čustvena, da jo nudiš nekomu, včasih pa brez materialnih sredstev ne gre. Jaz sem vesela vsakega dobrodelnega dogodka, ko nekdo priskoči na pomoč, ko ljudje pošiljajo SMS-e in se za nekoga zbere, kupi recimo invalidski voziček nekemu invalidu. Vse to, kar vidim, da je res udejanjeno, sem zelo srečna. Vendar se mi zdi, da bi lahko ljudje zelo inovativno pomagali. Tudi tako, recimo, jaz sem kdaj tudi to naredila, mi je zelo lepo, kar obesiš na kljuko vrat nekje, kjer veš, da nekdo nekaj pogreša, neko vrečko dobrot. Ali pa tako, tem brezdomcem sem včasih dala kakšno darilo, premišljujem, kako se danes počutijo, kako je gospa, ki se bo zbudila na božični dan, vesela, ker je dobila vrečko dobrot, ki so za nas običajne, pa še enega plišastega medvedka. Tako da veste, teh idej, kako pomagati, je zelo veliko. V soseščini, pri znancih, prijateljih, včasih je pa že dovolj, da si prijazen. Že to je lahko veliko dobro delo, ker lahko si zelo neprijazen, raniš sočloveka, če si pa v okolju tudi, kjer delaš prijazen, recimo v službi, pozdraviš, odzdraviš, nekomu ponudiš. Jaz dostikrat na avtomatu za kavo, stane 30 € ena mačkana kavica, pa recimo dam 1 evro, pa vzamem eno ali dve, pa vem, da tistega, ki bo prišel, čaka že nekaj naloženega. Pa si mislim, saj ne vem, kdo je to. Ko se bo vesel, pride pa reče, lej, denar imam, to so tako majčkene stvari, ne, 30 centov, 40 centov, nič posebnega, ampak jaz sem kar vesela, ker rečem, nekdo bo prišel, bo pogledal, bo rekel, se tu pa že plačana kava. Take malenkosti, no. Najlepša hvala, gospa Vlasta, in seveda najlepša hvala za vaš današnji obisk in za vse tople besede, ki ste nam jih danes namenili. Hvala tudi vam in vsem gledalkam in gledalcem.